Prireditev ob jubileju je organiziral občinski odbor VSO Laško. Mašni daritvi, ki jo je opravil župnik Klemen Jager, pa je sledil pogovor o velikem jubileju, 35-letnici slovenske države. Miselni okvir in izhodišče pa je bila knjiga Boštjana Marka Turka Zamolčana stran. Uvodoma je, kot se na takih domoljubnih prireditvah spodobi, slovensko himno zapela Neža Slapšak. S pronicljivo besedo pa se je 35-letnice dotaknil Slavko Kmetič, član predsedstva VSO. Nato je stekel pogovor o knjigi, ki koncizno razlaga dva socializma 20. stoletja, nacionalnega fašizma in nacizma ter komunizma po naše socializma, ki je slonel na laži v številnih pojavnih oblikah. Najin pogovor pred vami ob tem najvišjem hipu naše nacionalne biti, 35-letnici slovenske države, h kateri sem bil nekako pritegnen že od samega začetka preko krščanskih demokratov. Sem bil mednarodni tajnik mladih krščanskih demokratov, pa takrat podpredsednik za osamosvojitev, pač v času osamosvojitve za mednarodne zadeve. Ne zaradi sebe, ampak zato, ker smo bili takrat Slovenci v prvem planu pozornosti sveta. Sem bil deležen nekih najvišjih stikov z ljudmi, ki so tedaj določali politiko Evrope, Kohl, Alojz Mok, Jacques Chirac in tako naprej. No in nikoli v življenju seveda ne bom pozabil tega, kar se je dogajalo natančno 35 let nazaj. Mogoče malo kasneje, ker je bila že rahla tema, 26. junija 1991 smo proslavili proglasitev, se pravi listine o suverenosti in samostojnosti na Trgu Republike. Takrat so izklopili Šuštarjev mikrofon na Škofu. In to je bilo fascinantno, 35 let nazaj, ravno sedaj, to uro se je začelo, jaz se spominjam, kako se je nočilo, ne. Ja, vidite, kakor vsi, ne, smo tukaj izbrani, se tistega dne takrat spominjamo, največjega dne slovenske zgodovine. Ja, zdaj, da bova osvetlila to pomembno obdobje, ta velik jubilej, nam bo v pomoč tale knjiga njegova zadnja. Verjetno ste jo že skoraj vsi prebrali, če je niste, toplo priporočam, da jo boste danes tudi lahko kupili. Zamolčana stran. Zdaj, Boštjan, jaz bi pa vendarle, preden se poglobiva vsebino te knjige, ki je izjemno zanimiva, vendarle vprašala najprej, kakšna Slovenija je v 35 letih najprej preskakovala z velikimi koraki naprej in dohitevala druge, ne. Zelo uspešni smo bili pri tem, potem pa smo se nekako malo upehali in nismo bili več tako zelo uspešni. Ampak vendarle, kako ti vidiš Slovenijo po teh 35 letih, kakšna je v tvojih očeh in kako pomembne so bile letošnje državnozborske volitve 22. marca? Ja, torej pri obeh bi jaz rekel, če tule gospoda Jagrana gledamo v prvi vrsti, ne, da je imela Prezijanska mati Božja nekaj pri tem, ne, ker zvrstilo se je ena taka serija naključij, da si jih niti sploh ne moramo misliti, ne. Konec koncev so kakšne stvari res legendarne, v smislu tega, da smo se osamosvojili ravno ta pravi mesec, ravno en mesec, bi rekel, kasneje ali pa en mesec prej ne bi bilo dobro, ne. In to, da smo dobili Slovenijo, je neverjetno, torej kako ena odločitev vpliva na vse, kar se potem v nadaljevanju godi, ne. Ta serija srečnih naključij, preko katerih smo mi lahko uresničili Prešernov verz, tje bomo našli pot, kjer nisi novi, si prosti voljo, vero in postave, 25.6., 91, 26.6., 91 smo si mi prosti izvolili vero in postave, ne, je bila pravzaprav odločitev, kot bi se to reklo v učenem jeziku, sine qua non, ne. Preprosto zato, ker zato pa sem tudi knjigo napisal, ker to pojasnjujem, ne, ker tega ni zdaj v javnosti, ne, ker ostati v Jugoslaviji bil za Slovence popoln samomor. Popoln samomor. In za razlogov, o katerih sploh nihče noče govoriti, ne.
Namreč prvič, ta Jugoslavija iz 90-ih let ni bila več Jugoslavija 80-ih let, ki je bilo pač neko počasno umiranje na obroke za popolnoma nekompetentnimi, oprostite izrazu, kreteni kot Branko Mikolič, pa kretenskimi frazami kot sad ćemo drugovi, sad će, kaj se spominjamo, sad će vanredna sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i na njoj ćemo donijeti odluku o mjerama ekonomske stabilizacije, da regulišemo i stabilizišemo našu zemlju. Torej, to je bil svet. Hočem reči samo, da končava, ne? Ta svet je potem v 90-ih nadomestil Slobodan Milošević. Svet Slobodana Miloševića je bil pa svet stalnih vojn. Slovenci, če ne bi šli ven iz Jugoslavije, bi bili udeleženi v desetletju vojn. To bi nas demografsko, ekonomsko, gospodarstvo uničilo, moralno uničilo. Vojna je najhujša stvar, nobena država z izjemo Hrvaške, pa še to pod močnim vplivom Evropske unije se ni pobrala z jugoslovanskega po 10 letih vojn. Bosna najmanj. In drugo, kar bi bilo, nikoli ne bi izkoristili tega, kar si rekla, ne, prednosti v Evropski uniji, preprosto zato, ker Jugoslavija nikoli ne bi bila v Evropski uniji. Iz čist preprostega razloga, da priješ, razlagam v knjigi, da priješ v Evropsko unijo, potrebuješ upravljen referendum. Prebivalstvo se mora strinjati. Na področju Jugoslavije, kjer je večinski narod srbski, to ni samo Srbija, to je Bosna, Srbi so večinski narod v Bosni, Srbija, potem ožja Srbija, širša Srbija, Črna Gora, niti ene javnomnenjske raziskave v 30 letih ni bilo, ki bi pokazala 51% za pridružitev Evropski uniji. Torej, referendum o Evropski uniji znotraj Jugoslavije nikoli ne bi bil izglasovan. Glede na vse laži, ki jih danes v medijih beremo, kakšna bi bila danes Jugoslavija, da bi bila uspešna članica Evropske unije. Nikoli ne bi bila in Slovenci bi obstali ob Miloševiću, ob nekem Vučiću, ostali bi stisnjeni v smrtno zanko. In bi v bistvu umirali na obroke. Umirali bi na obroke brez demokracije, ne bi imeli demokracije, v Srbiji ni demokracije. V Srbiji bi še jaz ne upal takole govoriti, pa kritizirati Kučana, pa zdaj sem na recimo prednost po Slovenskih železnic pa ta, da sem imel kope, sem 3 evre doplačal za prvi razred, ko to vedno naredim, imam računalnik s sabo in sem napisal že 300 članka za prihodni požar report, 3-4 police sem ga napisal, o Kučanu. Recimo, to v Srbiji sploh ne bilo niti za pomisliti. Tudi mi, da bi se tukaj izbrali, v Srbiji pa šimfa čez Vučića, to se ne dogaja. Ne. To je Slovenija. To je naša Slovenija. Na srečo. Zdaj pa greva res k vsebinam. Slovenski človek, vsaj najbolj vitalni del, bomo rekli, dobršen del vitalnega, se pravi, intelektualna sfera je globoko verna. Dobršni del, Eden od pomembnih simbolov slovenske biti je pa usmerjenost v evropsko krščansko identiteto, zdaj pa greva k krstu pri Savici. Zelo natančno analiziraš, pravzaprav zdaj bova počasi prišla do bistva te knjige. Laž je tisto, kar nam je socializem nekako vcepljal v glavo in pravzaprav lagati je bilo treba, oziroma tako zelo smo bili prepričani, da je tisto, kar slišimo res, da sploh nismo mogli verjeti, da je laž. V bistvu pa je bilo vse skupaj en konstrukt, ki je pač funkcioniral zaradi tega, ker je pač to tako bilo. To se pravi, krst pri Savici, nas so pripričevali, da je to pesnitev o porazu. V bistvu gre pa za duhovno preobrazbo, kar krst pravzaprav tudi je. Malo širše utemeljito vlečeno. Ja, čisto izhodišče, to, kar si ti pravilno povzela. Torej, to je knjiga o Slovencih v 20. stoletju, ki se je potegnilo v naš čas do danes, do 22. marca. Tako rekoč, oziroma do zdaj. Zdaj je nastopil drug čas. Zdaj mi Slovenci prvič živimo nek čas, to moram dodati na tvoj prejšnji odgovor, ki je neverjeten, namreč ta desno-sredinska opcija, ta opcija, ki v celoti izhaja iz nekontinuitete, ima oblast, ima vlado. Ne deli si te vlade, do zdaj je bilo vedno, smo to vlado delili z strankami, ki so izhajali iz kontinuitete. Zdaj pa prvič se zgodilo, prvič po 80 letih se je zgodilo, da ima ta desno-sredinska opcija sama oblastno moč. To je bilo zadnjič v času prve Jugoslavije. In seveda, zdaj
žrtve socializma, a ne, za socializem je značilno, da obstaja v internacionalni nacionalni obliki. Internacionalni socializem je komunizem, nacionalni socializem je pa nacizem. In fašizem. In fašizem, ja. In Slobodan Milošević je recimo konvertiral kot Mussolini iz internacionalnega socialista, se pravi iz komunista. Mussolini je bil prav tako leninist, komunist, kot pišem v knjigi, če se vam danes ne povedo, je konvertiral v nacionalnega socialista, se pravi v fašista. Ne. Milošević, Mussolini, velika Italija, Hitler, velika Nemčija in Milošević, velika Srbija. Ne. In vse, kar ta socializem govori, dela in to, je ena sama neverjetna laž. Recimo, to je pač ta zadnji derivat, ker mi smo že pozabili, kaj je bilo prej, kako so lagali Kardelj, pa potem, kako so Žarka Petanaka imate noter, tako rekoč zaprli, pa urednika, pa ne vem kaj, ki je rekel, da nas vsi vozijo v boljšo prihodnost, nas gledali v boljšo prihodnost. Pa enkrat za novoletno oddajo ob 11. zvečer aforizem povedal na RTV, ne, je rekel, oprostite, zanima me, koliko so po kilometru plačani tovariši, ki nas peljejo v boljšo prihodnost. Ni bila polnoč, so že odstranili urednika, so že naredili čistko, Petana ni bilo 15 let na televizijo, samo zaradi tega, ker je vprašal, koliko so plačani po kilometru tovariši, ki nas peljejo v boljšo prihodnost, ne? Ker so seveda lagali, da bomo boljšo prihodnost, da bo vse bolje, da bo vedna, večna, sama laž. Zdaj, ta laž postaja še v Kučanu pa v Golobu, to sta zadnja dva derivata. Ne? Notro imate v knjigi tudi ogromno Kučanovih laži, a ne? Zdaj, tako da zadnjo laž, ki je izrekel, je te v knjige, čist zadnja laž je ta, da se je tam, ko je branil Jankoviča na televiziji, v bistvu, ja, da pa prav, pa sebi, pa lahko, pa gor, pa tako, pa lamudil, pa tako. Zakaj laž? Zato, ker je meni Hribar, nečak umorjenih Rada in Ksenije, povedal, da je bil 1 uro pri Kučanu, da se je 1 uro pogovarjal in edino, kar je Kučan hotel od njega doseči, je rekel, ni važno, koliko stane, bomo to vse uredili, ampak teh Romov, ki so pobiti v Igu, prosim ne v Ljubljano. Prosim ne v Ljubljano, v Igu ne ostanejo, vse bomo uredili, ves denar bomo našli, vse se bo našlo. Ne? To je čista laž. Kada bi jaz govoril tukaj nekaj, pa bi pa šel v Celje, pa bi govoril nekaj tretjega. Ne? In hočem reči, v tem kontekstu seveda prva žrtev tega socializma in laži je bil krst pri Savici, in preprosto zato tega, ker je socializem internacionalni in nacionalni, tle pa zdaj zgodba slovenskega naroda, najbolj sovraži dva temeljna elementa. To sta krščanstvo in narodnost, oziroma v narodu osmišljen posameznik, družina, skupnost. Ta dva elementa sta pa gradbena elementa slovenstva in gradbena elementa slovenske države. In zato vsi nacionalni in internacionalni socialisti, Mussolini, Hitler, Stalin, Tito, Milošević, vsi so imeli v planu, če ne že popolnoma uničiti Slovence, jih pa vsaj, bi rekel, prikrajšati za ta dva bistvena elementa, vero in narodnost, seveda pa uničiti. Nekateri pa seveda uničiti. Hitler, Mussolini in tudi Stalin za narodnost sploh ni slišal, zato ker narodnost je bila v očeh internacionalnega socializma oziroma komunizma nekaj absolutno preživetega. To je bila najhujša herezija, se zauzemati, reči, da si Slovenec. In seveda Milošević pa sploh se nam je vojno naredil, se bi nas pač okupiral, če bi se bomo pustili. In krst pri Savici je seveda, ko so socialisti, ki so ga prvi interpretirali, to je bil tale Ivan Prijatelj, za katerega se neuradno ve, da je bil, to svojim študentom povem, da je bil več pijan kot trezen, ampak on je tudi Cankar je interpretiral, da je to prvi slovenski komunist in on je začel, potem so šli on je vzel dva elementa, ki sta bistvena elementa, vero in narodnost, ki v socializem ne prenese iz krsta pri Savici. In potem smo dobili seveda, če to vzameš ven, potem dobiš renegata, kastrata, Črtomira. Črtomir je prvi slovenski nacionalni junak. Edini, ki je to videl, je bil Alojz Gradnik, ki je v svoji pesmi vprašanje, kako si stvoril me neveški oče,
čemu, potem ne vem, pa potem pravi, italsko sonce vlil si v moje žile, kri faunovi nasiškega berača in si dodal še mračni srd Peruna, uporno sužna krutost osvajača in črtomira kri in Bogomile. Ne. On je prvi videl, da sta Črtomir in Bogomila ta je del tega, kar Slovenci lahko damo v evropsko skupno dediščino. Edini. Potem pa jaz zdaj pač za to svojo študijo oziroma s tem, zato ker je pač eno temeljno dejstvo, ki obstaja, to temeljno dejstvo pa je, da nobeno ljudstvo, ki v zgodnem srednjem veku ni sprejelo krščanstva, ni preživelo. Nobeno, ne romansko, ne slovansko, ne frankovsko, ne germansko, ne nordijsko. Nobeno. In tudi Slovenci, če ne bi sprejeli krščanstva, ne bi preživeli. Danes bi to ne bilo Laško, ne vem, kaj bi bilo. Celje najverjetneje ne bi bilo Celje, bi bilo najverjetneje Cili, kot je bilo pač prej, ampak mi zagotovo ne bi govorili slovensko, oziroma se ne bi o tem pogovarjali. To je ta velika zadeva in to so pač spregledali. In Črtomir je točno videl, da lahko to, kar sem rekel, kje bomo našli pot, kjer ne sinovi si prosti voljo, vero in postave, da tega ne more uresničiti v poganstvu. Konec koncev, kaj je krst? Če gremo tako, gospod Jager popravil, kaj je krst? Krst je vstop v krščanstvo, ampak krst je še nekaj zraven tega. Krst je, da te opere Božja milost izvirnega greha. In Prešeren, verbis expressis ipso facto, kot se reče, z dejanjem samim, ko je to naslovo krst pri Savici in dal v srednjemu delu naslov krst, je povedal, da je bil izvirni greh slovenstva poganstvo. Zato, ker je Črtomir rekel na koncu voda, pravi, med njimi, ki so padli za malike, Valhun zastojn tam išče mladolice, njega, ki kriv moritve je velike. In to je bil ta izvirni greh. Krst je krst opere madeža izvirnega greha. S krstom človek postane kristjan. S krstom pri Savici smo Slovenci postali kristjani in smo kot kristjani vstopili v zgodovino. Če ne bi postali kristjani, nas ne bi bilo kot ogromnih narodov, Goti, Vizigoti, Pomorjani, ogromna ljudstva, ki so zginila. Zdaj lahko tudi povem, kako je to bilo. To je bilo pač krščanstvo je seboj prineslo nekaj nujnih civilizacijskih sprememb. Predvsem prva, ki je bila mogoče najbolj očitna, je bila zakona. Zakon včasih pač Slovani stari niso bili poročeni, so prišli sem, se niso poročali. Meni so ženske, ki je bila to, bi rekel, patriarhalna družba, so imeli veliko žensk, pa potem tiste, ki se je naveličil, pospravil stran, pa je prišla druga, pa gor, pa dol, pa sem pa tja. In krščanstvo je reklo, ne, zdaj pa ne, da boš tako. Zakon je zakrament. Se pravi, ti boš imel eno ženo in boš za njo skrbel. In ona bo skrbela zate. In seveda, ti se nisi mogel kar zdaj, hočem reči, drugo, otroci so se rodili. Otrokom je bilo treba dati ime. Ime dobiš pri krstu. Hočem reči, že to potem. Setev, žetev, se pravi, trgatev, ubiranje in gor. Vse to je bilo vezano na krščanski koledar. In tudi danes je nemogoče živeti v družbi brez interneta pa brez mobilnega telefona. Vsaj jaz ne poznam nikogar, ki bi živel brez interneta pa brez, ki bi ga ne mogel priklicati na mobilni telefon. To je pač tako. Kdorkoli se odloči, da ne bo imel mobilnega telefona in da ne bo imel interneta, se na nek način izloči z družbe. In to bi se zgodilo Slovencem. Če bi ustrajali pač pri poganstvu, bi pač ne bilo nikoli naroda in ne bilo nikoli naše države. Živimo pač sredi Evrope in tukaj je pač ta evropski kulturni prostor, krščanstvo. Zdaj, drugi deli sveta tudi brez tega shajajo, ampak pustiva zdaj to v strani, ker bova zašla spodi. To pa ni najin cilj. Najin cilj je predstaviti tole knjigico. Zdaj, laž, nesmrtna duša socializma, to poznamo. 1000 obrazov ima ta laž in pojavnih oblik, ampak vendarle v tej tvoji knjigi je ena izjemno dobra analiza, ne bova vsega, ampak za pokušino, zato da ljudi še zmotivirava tisti. A ste že kaj prebrali to knjigo? Kaj poznate? Aha, nekateri so, nekateri jo pa še bodo. Ampak vendarle, zdaj ti govoriš o ključni kreaturi Josipu Brozu Titu,
kot da to ni ena in ista oseba in to zelo, zelo koncizno razčlenjuješ. Mogoče bi pa le vendarle kazalo ljudem. Ja, to je v kontekstu tega, kar govorimo, ne, pač zunaj krsta pred Savici, da je socializem ena sama internacionalni, nacionalni, ena sama prevara. Ne. In v tem smislu, mogoče še to prej povem, ne, ker smo danes 26. Ne, danes je 35 let, ne, odkar je slovenščina uradni jezik na državnem nivoju. Ne. Zakon o slovenščini je bil sprejet takrat, ne? Ja, seveda, za osamosvojitvijo slovenske države, seveda je postala slovenščina uradni jezik države, kar v Jugoslaviji absolutno ni bila. Ne? Zato, ker vse federalne institucije, in to imam tudi pričevanje v knjigi, ne, pod Titom, ne, vse bi rekel, te institucije države, ne, se pravi zunanja politika, notranja politika, vojska, udba, ne vem, carina, karkoli je bilo teh, ne, tako kot je pač. Ne, jezik je bila jugoslovenština, nekaj podobnega. In mi smo imeli pravzaprav eno majhno srečo, da smo v svojem jeziku tako privatno še lahko govorili. Hrvaški jezik, recimo, ne, je doživel eno zelo hudo spremembo takrat. Ja, seveda, zato ker Hrvati so pač nabijali z ustaštvom in z Jasenovcem, ker je pač čista laž, spet ena popolnih laži, ne, da je v Jasenovcu umrlo največ Hrvatov, ne Srbov, ne, v Jasenovcu je zaprt Maček, ne, ta hrvaški veliki politika, ne. Jasenovec je obratoval še potem, ko so ga zaprli, ker po drugi svetovni vojni obratoval, v njem so pobijali žrtve križnog puta, se pravi 250,000 pobitih v maju pa juniju 45 je od tukaj, ne. In pa seveda, zaprli so ga po Informbiroju, on je sprejemal, Jasenovec je sprejemal žrtve Informbiroja, ne. To so dejstva, to so pričevanja. Jaz sem bil to zraven, ki je Jakov Sedlar film naredil, ne. In Slovenci, seveda Hrvati so bili bolj na Prangerju, Slovenci pa tudi, ne, slovenski fantje v vojski, ne, to lahko vsi poveste, v vojski se niste smeli pogovarjati po slovensko, se morali pogovarjati po srbo-hrvaško, če ste se pogovarjali, predvsem najbolj to za Albance nevarno, ne, če so oni, ne, pa za Slovence isto smo pričevanje noter, ne, enega kolega, ne, ki je rekel, da pač vidi, ovi se grupišu, ne, ovi se vidi, grupišu, ne. To je pa in slovenščina, in Tito je imel slovenščino za, bi rekel, jezik, bi rekel, zasebnosti domačega kroga, ne. Zato, ker noben od teh socialistov internacionalnih in nacionalnih ni dopustil razvoja slovenščine v polnosti njenih funkcij, ne, tako kot je Prešeren predvidel v Krestu pri Savici, tje bomo našli pot, ker nisi novi, si prosti voljo, vero in postave, ne, a to pa za Tita, da si bojo Slovenci prosti volili vero in postave, kje pa, in tudi ta temeljna ustavna listina, s katero smo se ločili od Jugoslavije in ki jo je seveda levica mnoga sabotirala, predvsem pa si pogledajte, da on se to zaokrožili obraze Kučana, pa to je tako, kot da bi mu rekli, poslušajte, vi imate karcinom pankreasa, čez 3 mesece vas ne bo več. Pojdite pogledati obraz, se obraz največ pove. Obraz Kučana in drug obraz, še enkrat bil ist odpor, žalost, nelagodje, ko je bil povabljen na razglasitev, to je v Hrvaškem saboru, pojdite pogledati, Hrvaški sabor, Izetbegović, Tudžman in Kučan, razglasitev Hrvaške, ene velike zadeve, ravno takrat, ne, Kučan, isti friz. Zakaj? Zdaj vam je lepo rekel, da je Jugoslavija, da Slovenija nikoli ni bila moja intimna opcija, ne. Danes pa razlaga, da je pa bila, ne, zelo nekaj se tam zapletel. Tisto je bilo bolj tako izvijanje, težko bi rekli. Ja. Vrniva se zdaj k osnovni, ključni kreaturi, Josipu Brozu oziroma Titu. Aha, Josipu Brozu, ja, seveda. Ker je socializem vse ena sama velika laž, je tudi velika laž to, da je bil Josip Broz Tito. Josip Broz nikoli ni bil Tito. To sta bili dve ločeni osebi. Josip Broz iz Kumrovca je bil Josip Broz, ki je svoje življenje zaključil najverjetneje v Stalinovih čistkah, tam leta 38-39. Tito je pa bil, torej jaz sem to je bila prvič, to je to naredila, jaz sem to naredil zdaj, najbolj verodostojna analiza je analiza, ki so jo delali, se pravi včasih pri DNA za očetovstvo, analiza obraza, ne. Obraz, vsak obraz se pač razlikuje od drugega, vi imate kote, ušes, to je cela znanost, ne,
ne. In jaz sem to, zdaj prihaja pa to še ven, ne, zdaj bo pa to pač definitivno, jaz sem to že 8 let nazaj, sem opazil, da obstaja fotografija Josipa Broza iz bombaškega procesa, to je policijska fotografija. Policijske fotografije črno-bele so tako rekoč večne, so izredno natančne in so odlično ohranjene, ne. In seveda me je bilo jasno, da to bitje Josip Broz, ki zre zame iz te vame, pa se pogledate, iz te policijske fotografije pač ni Tito. To nista ista obraza, to je prvo. No, in zdaj sem pa dobil čisto natančno, forenzično analizo, to nista ista obraza. Pa seveda, zdaj pa kdo pa je bil Tito, on je bil, to je CIA že ugotovila leta 78, ne, da na osnovi njegovega govora, recimo še to povem, ne. Govor, ne, je čisto govorna analiza, to si se s svojo kolegico, ne. Seveda. S Poljske pravzaprav. Ja, to bo tudi povedal, ne, ampak govorna analiza najprej to, ne. Njemu jaz sem pač imel v Zagrebu veliko dobrih prijateljev med akademiki, profesori in tako, ne, in so kajkavci, ne. In seveda, kot smo mi Slovenci, ne, vi mene slišite, ko govorim, pač mislim, da prihajam iz Ljubljane, pač zato, ker govorim tako, tega niti, mislim, lahko bi govoril tudi popolnoma pravilno slovensko zborno, ampak sem se s časoma tega na nek način odvadil. Ampak kljub temu, ne, kajkavci Zagrebčani, Tito je bil Zagorja, ne, imajo natančno uho, ne, torej so vsi, 3 sem vprašal, ne, so rekli pač, da absolutno ne, to, kar je Tito govoril, nima nobene zveze z zagorskim kajkovskim govorom, ne, ki govori o Zagrebu, ne, pa bi seveda moralo imeti, če bi bil Tito Josip Broz, ne. Zdaj, zadeva je zelo končna, torej CIA je ugotovila, da je njegov govor Rusa ali Poljaka. In meni je pa Roman Leljak, moj dragi prijatelj, ki jo vsi poznate, priskrbel, iz Beograda je našel, to je res božja sreča, v Beogradu je našel posnetek posnetek kamere iz leta 46, ki snema Tita, ko govori rusko v Moskvi na neki prireditvi ali nekaj takega. 10 minut. Zelo dober posnetek, ki se da pač razločiti, kako Tito govori, bere rusko. No, in jaz imam potem kolege v univerzi v Zaporižju, to je pač, oni so dvojezični rusko-ukrajinski, to je na liniji fronte, ne? In jaz sem jim to poslal, sem rekel, kaj mislijo o tem, a je Tito Rus. So rekli, ne, Tito ni Rus, ampak nam se zdi, da je tukaj zadaj poljsko, nekaj poljskega, na kar sem imel kolege na univerzi, v Jagiellonski univerzi, to je na najbolj uglednih univerz v svetu, in sem jih prosil, če mi lahko naredijo fonetično analizo tega, kar Tito govori. In so mi rekli, so to poslušali in to so rekli, da tu se zadnji sliši poljščina, ne? Ampak da najbolj točno analizo pa bo dala ena največja specialistka za fonetiko, njihova kolegica, ki je pa na univerzi v Grenoblu. In ona je to poslušala, ona je rekla, da bi ona to določila kot južno poljščino, da je izvirni jezik tega človeka južno-poljski. No, zdaj, na svetu dlje ne more noben priti od tega, ne, in to bo ostalo pač, ker se mogoče ne bo našlo v arhivu v Moskvi, kdo je bil ta Tito, ne. Tito je bil največ, zdaj sem vprašal Stefana Courtoisa, se pravi tega avtorja Črne knjige komunizma, kako se mu ta ideja zdi, je rekel, to je zelo običajno, to so Rusi, to so Sovjeti redno delali v Bolgariji in v Romuniji, da so pač ljudi, ki jim niso bili iz teh in drugačnih oportuni nadomestili z nekomu, ki mu je bil vse približno podoben. S tem, da Tito, Josipu Brozu, pa niti približno ni bil. To so druge zadeve, v višini sploh ne. Potem pa predvsem v višini ne, zato ker Tito je bil 1,60 m, on je bil izredno majhen človek. Medtem ko Josip Broz je bil pa 1,80 m. To se vidi že po teh fotografijah v Kamniku, ne, ki ni pručk, ne, ampak stoji v zadnji vrsti, ne. Tito nikoli ni, če pogledate, je od vseh, ki so že poprečno veliki, je malo manjši, ne. Medtem ko Josip Broz je bil pa višji od vseh. In pa še ena zadeva tle, čisto zraven taka, te prstne, ta prstne. Sredinski prstne. To imate seveda, kaže prstne. Tu imate v policijskem 28. leta bombaški proces, policijski zapisnik.
ima o Grebotinu na Imade, to je pač hrvaški prezens, Imade o Grebotinu kaže prst v ljevici nekaj tasga. Celo v zapisniku je to not. Potem zanimivo je to 10 let kasneje, 38, kot dedje za spomine, kot dedje za svoje spomine. Prvi izdaji, svoji knjige. Ja, to prvi izdaji knjige, napiše, kako je spoznal Tita, namreč da ga je pripeljal Džilas leta 38 in da, je rekel, vi ste bravar, imate odležen prst, In se je Tito zasmejal, To je 10 let kasneje. 10 let kasneje je ta poškodba še vedno, Zdaj pa samo pogledajte roke Tita, pa boste videli, da so intaktne, da nima teh fotografij Titovih prstov, ki ti hočete, ki pudle Boža, ki ne vem kaj, tudi danes plastična kirurgija ni sposobna, je, pa ni, ampak 2025, takrat pa sploh ni obstajala. Plastična kirurgija v Ameriki obstaja tam od 50-60 let naprej, Mislim, hočem reči, to je nemogoče, so kakšne stvari, ki plastična kirurgija ne more, mislim, lahko, ne vem, kaj zdaj naredi, ne vem, ti nafila usta, da imaš tako, kaj na žaba, ampak so pa meje plastične kirurgije, In hočem reči, to je še ena zanimiva zadeva. Tisto iz otroštva, Tito naj bi prvih 8 let preživel v slovenščini. Ja. In potem v tistem govoru, ki ga tudi omenjaš v knjigi, tam pa pravzaprav se izkaže, da nekako mu ne gre slovenščina, Ne. Tito je imel slabe ocene iz hrvaškega jezika. Leta, ko je on na osnovno šolo hodil k Javorškovi materi, k dedu, po stari mami, pa staremu očetu, po Mariji Javoršek materi. In to je bilo na strani Sotle in se on v osnovni šoli se učil slovensko, Josip Broz, tam do 7. razreda, 8. razreda na hrvaško in spričevalo zelo slabe ocene iz hrvaškega jezika, se pravi, da ni znal. Potem sem predobo tle bilo, mislim, da Fala, Mariborski otok, otvoritev 60 let, ko je Tito hotel poskusati povedati en slovenski stavek, ampak znal. Čudnost pa kedranščina. Ne, to ni niti najmanj podobno slovenščini. To je kot, če bi mene, ne vem, če bi mene zdaj rekli, da nekaj po kitajsko povem, pa bi tisti kitajsko poslušal, rekel, to pač ni nič, Tako da, veste, in da zdaj pa slovenščina je bila kljub temu uradni jezik Jugoslavije, In Tito je bil tam, v Jugoslaviji je bil 35 let, In da se ni, veste, če bi on spontano, se vrneš nazaj, če bi on bil Slovenec, pa do 7. razreda osnovne šole v Sloveniji hodil, bi seveda nazaj spregovoril, tako pa seveda ni mogel, Pa tega je, kot hočete. Pa če bi vsaj, recimo, poslušamo papeža, prejšnjega Frančiška, kako je lepo v slovenščini nagovoril, slišalo se je, da ne znam, ampak vendarle si je dal napisati in smo pač slišali, pa še tega ni, Ne, zato ker pa se teh pričevanja, ki ti hočete, Pa recimo ena zadeva, ki je zanimiva, da je Tito znal klavir, zdaj se to nisem posegal, to je Zvonka Zupanic Slaveč povedala, da Tito je znal klavir, medtem ko Josip Broz nikoli ni imel nobene zveze s klavirjem. Zdaj, ali zna kdo igrati klavir tukaj, kdo igra klavir? Ja, vi. Klavir moraš do otroštva moraš vaditi, oziroma če hočeš, se pravi, to logiko moraš osvajati od otroštva naprej. Tako je on razložila, jaz to ne vem, s tem tudi nisem dal knjigo, Ampak Josip Broz zdaj definitivno ni imel s klavirjem nič, ker potem recimo Draža Mihajlović tam, čisto na začetku, ko so začetniki pa partizani še sodelovali, pa mu pripeljejo Tita, se prvič spoznala, pa ga posluša, kaj govori, pa ko ste vi? Prav, jaz sem Jugosloven, znate, sem Jugosloven, jaz sem z Hrvatske to. Pa on ga gleda, pa vi uopšte niste Jugosloven, ni da ste z Hrvatske, kako? Pa se to je, pa mojte na mojko, da ste Rusi, nešto tako. Vi niste Jugosloven, kako? Kaj sliši govoriti, to so pač čisto uradni viri. Da ne govorim, to, kar je bilo zanimivo, ker sem to delal že 8 let nazaj, sem s tem začel, so bili ljudje še živi, so se ogromno, sem tudi na Hrvaškem to, bi rekel, po televizijah to promoviral, mislim, pač to resnico, se ogromno javljali ljudi, ki so poznali, se pravi, eno generacijo prej, ki so delali s Titom v Kraljevici, v tej ladjedelnici, In vsi so rekli, da potem
ta Tito je nekam zginil, potem da Josip Broz je nekam zginil, potem je prišel Tito, so si rekli, to ni ista oseba. To ni ta, s katerim smo mi delali. Pa so jih potišali, pa tako da to je samo še vse je laž. Tako prekučano, vse je laž. Če bi zdaj tle sedel v prvi vrsti, pa jaz vprašam, a ste vi bil za osamosvojitev ali ne? Me zanima, kaj bi rekel. Ker on je recimo, to imate v knjigi, Veno Carbone, a veste to zgodbo? Veno Carbone je pisal v Ljubljanski dnevnik v času osamosvajanja, v času vojne za Slovenijo, zdaj, 35 let nazaj, je pisal najhujše članke. Ljubljanski dnevnik je bil ves zoper osamosvojitev. Je pisal najhujše članke zoper osamosvojitev. Kritiziral teritorialno obrambo, pozival k predaji orožja. Ampak noben ni mogel pogruntati, kdo bi to bil, so bile kolumne na naslovnici, na najbolj znanih mestih, pa to je bil čas, veste, ker ni bilo interneta, so imeli ljudje informacije iz 3 časopisov pa 2 programov RTV-ja. Kdo bi bil Veno Carbone? Noben ni mogel pogruntati, dokaj se ni Danilo Slivnik spomnil. Je rekel, pa se to ni Veno Carbone, to je Neven Borak. Opa, ampak zdaj, kdo je bil pa Neven Borak? Neven Borak je bil pa osebni, najtesnejši svetovalec Milana Kučana in si je z njim delil mizo v kabinetu, tako kot se jo jaz zdaj delim z gospod Božo Herek. Potem so vsi šli po konc, da so ti članki nastajali v kabinetu Milana Kučana. Neverjetno. On bo dosti rekel, da on sploh ne ve, da je bil Neven Borak Veno Carbone, pa da on ni nič da sploh ni videl, da je pisal članke od dnevnika. Če bi tle se za prvi vprašal, ali pa bi ga vprašal najhujše, pa to je še daleč. In to je ta Kršinar, ki je poznal, da je Kršinar. To je ta, ki je imel intervju z njim, sta 2 Kršinarja, dva Kršinarja pa imata isti obraz. En Kršinar je iz Reporterja pa Maga, to je en Kršinar. Ta Kršinar je napadal Kučana, razčlenjeval Kučana, razgrajeval Kučanovo državo gor dol. Potem pa drugi Kršinar z istim obrazom in z isto številko čevljev je pa Igor Kršinar, ko Odlazek prevzame Reporter, ta Kršinar pa hvali Kučana, ko mačka v gladi podlaki, se mu celo priklanja globoko, ko ga povabi na svojo knjigo, mu napiše knjigo, v katerem ga med drugim oprosti umora, sodelovanja oziroma tega, ker se govori za Krambergerja, in tako naprej. Hočem reči samo, ta Kršinar ga ni vprašal temeljnega dejstva, namreč, da je Umerza dokazal, da je Milan Kučan lagal v državnem zboru pod prisego. Pazite, pod prisego predsednik republike lagal v državnem zboru, namreč on je trdil, da o procesu JBTZ ni vedel nič, nikoli ni odločil ničemer in sploh z ničemer nikoli ni bil seznanjen. To je on trdil v državnem zboru. Nekaj takega, kot je trdila zdajšnja aktualna komisarka še slovenska, da nikoli ni sodelovala z UDBO in vse tako kljub dokazom. Ja, to je tako, da bi jaz rekel, poslušajte, jaz pa nimam nič za zamolčano stranjo. To sploh nekdo je to napisal, kako, ne vem, Boštjan Turk, to nisem jaz. To je tako, to je ta tipa, In zato, da to lahko se vse razvija, so taki ljudje, novinarji pač z isto številko čevlom pa istim frisom, ki enkrat pišejo eno, enkrat pišejo drugo, ne odpirajo pa temeljnih vprašanj, ki jih novinarstvo odpirati po svojem poklicu mora. Najmanj, kar je, so konvertiti, pa pustiva to pač te ljudi. Se zdaj bojo nazaj konvertirali, boste videli, sam počakaj. Treba je počakati kakšnih nekaj mesecev, mogoče. Zdaj bojo nazaj konvertirali. Mogoče še. Ker bo Odlazek pogruntil, da ne bo brez tele vlade zvozil, pa bo rekel, da pa prijazen napište, pa tako. Boste videli, samo vprašanje časa. Zdaj ta aktualna vlada, če greva malo naprej, pa boš utemeljeval s pomočjo zamolčane strani. Boj proti korupciji je ena od bistvenih elementov, točk koalicijske pogodbe aktualne vlade. V bistvu v socializmu pa nekako
nam je bila korupcija vsajena v našo miselnost. Ne? Mi smo nekako logično je bilo, da si, nismo vsi tega počeli, ampak večina ljudi je pa tako iskala bližnjice, ne? Kar je že na nek način korupcija. Če si imel kakršnokoli stvar za urediti, je bilo treba onega prijatelja od tistega referenta poklicati, da ti je on potem tisto uredil. Ja, ta Nekako korupcija. zelo udomačena je bila ta korupcija. Ta korupcija je... Višje, ko je šlo, bolj je bilo to, bolj izrazite oblike, bomo rekli, je pa ta korupcija, je imela in ima, ne? Še vedno ima, te poti so še vedno, tvoj kolega Rado Pezdir je v tem zelo natančno pisal, kako je usporedni, kako deluje usporedni, kako je deloval, kako je začel delovati usporedni mehanizem globoke države in še vedno, in je rekel nekajkrat in tudi napisal, da to še vedno je. Seveda. Korupcija, skratka. Zdaj v času te Golobove vlade pa tudi dosegli neke oblike, ki so pa prav naravnost, patološke. In največji boj bo prav boj zoper korupcijo. Zato, ker to se je zalegalo vse pore. Božo sva govorila, jaz sem zdaj odprl vprašanje, se pravi knjige Uporno upanje, Ivan Cankar, njegovi romani, kjer pač kolegica Sosič, župan Alojzija, Cankarja razlaga kot velikega komunista. Oziroma, da v njem se utelešajo postulati marksističnega razrednega boja. Tako kot je razlagal prijatelj Krst pri Savici, da je to, pa tako kot razlaga to, razlagajo še Cankarja, zdaj razlagajo Kosovela, a ne da je Kosovel revolucionar in gor in dol, čeprav ima nakupenih pesmi posvečenih Kristusu. Presežnemo praktično, ne? Ja, tako kot to gre naprej. In to je tista najglobja korupcija. Zakaj? Ker ti veš, če boš napisal tako, da bo unim vikšim všeč, ideološko, da boš malo Tita po pogledu, pa malo Kučana po pogledu, pa malo tako Kršina zna, recimo, odlično, ne? Lahko svojo šolo odprl, ne? Recimo, več zaslužil, kot pa reporterji, ki ne prodajo nič izvoda, v kljub temu. Ne? A veste, in se to potem ti notranje to sprejmeš. Notranje sprejmeš, da boš naredil nekaj, kar je zoper prvič logiko literarno-zgodovinskega raziskovanja, in zoper globoko etično logiko, in da boš ti prizadel avtorja, da boš ti v njegovem delu predstavil nekaj, kar ni resnično. Cankarja, Kosovela, Prešerna, to je korupcija. In to se je zalezlo tako globoko v zavest. Pa se vidim, kaj je produkcija na humanističnih institucijah pod okvirem univerze, sem tam v službi. Se vidim, kaj producirajo. Pa vsi so za Palestine, takoj za Palestine, Free Palestine, treba na plot gremo. Pa malo pogledajo, zakaj so vsi kar nenadoma za Palestine. Ja, zato, ker ima ta ima tisto rehabilitacijo, tam pa ima zelo šibek dosje, ta ima uno rehabilitacijo, tam pa ima zelo šibek dosje, ta kandidira za projekt pa ima zelo šibek dosje, pa Free Palestine. Pa večina od njih sploh ne ve, kaj je Palestine. Ja, sej vprašanje, kako bo zdaj v tej konstelaciji, pa pod to vlado, pa pod to ministrico za kulturo, to funkcioniralo. Jaz mislim, da bo isti refleks na delu, ko bo enkrat pogruntali. Se že pogruntali, to se že dogaja. Da se je veter v državi obrnil, in da ta levica dela take možne neumnosti, samo destruktivne, recimo Luka Mesec, Golob, Kučan, mislim, sploh jih ne spoznaš, kaj počnejo. In se bojo pač premaknili na našo stran, kot se reče. A nisem ravno kar rekel, da počakajte še malo mesec, pa kakšen mesec, pa bo reporter začel čisto drugače pisati. Zakaj? Zato, ker bo odlazek po gruntu, da pač rab vlado. Brez nobene vlade odlazek še ni preživel, tudi brez tega bo. Po gruntu pa bo pa prišel bi rekel, v reporterju govorim zato, ker sem tam 12 let pustil svojega življenja. Veste, kaj je to 12 let za človeka, plus so me tožili, smo plačali 60-70 tisoč zadeva Taufer, Pirjevec in gore dol, vse v kontekstu reporterja. In se mi zdaj pač fršmaga to, kar dela, ampak se pa to lažem, res imam upanje, da se bojo fantje nazaj postavili na eno linijo, ki so bili 10 let nazaj. Zato, ker drugače ne more biti. In tako se bo, ali ste videli, Janša so zdaj oprostili zadevi Trenta. Zakaj? Zato, ker ga imajo to kradi, ne. Zato, ker so videli, da se ne da proti vetru, da nima smisla. Ustavno sodišče bi lahko, recimo, razveljavilo volitve. Lahko bi razveljavilo izvolitev Stevanovića. In s tem bi, lahko bi to naredili. In s tem bi Janši naredili, pa naši koaliciji, ne popravljivo škodo, ampak velik problemov. Pa
Pa niso No, tega ampak naredili. vendarle, no, to so take temeljne stvari, da pa res bi se v evropskem prostoru pa verjetno... Ljudi so pobili so 250,000 ljudi na slovenskem ozemlju. To je res. Do 14 dni nazaj jim niso dali pravice do groba. Ja, pa ne vem, kaj je lahko še bolj temelj od tega, da daš ti človeku, ki si ga ubil, pravico do groba. Ene volitve so pa niso tega, zakaj niso tega naredili. Zato, ker vidijo, Ker se ne splača. da se ne splača, in ko bojo tudi ti videli počasi, da se ne splača, bojo malo rabijo, ne? Ker to je pač ta žal, ta hlapčevski refleks slovenskega človeka, v katerem je Cankar pisal, to je tukaj. Zelo malo je pokončnik. Na univerzi v Ljubljani so zgolj samo v bistvu dva, se pravi, to vedno pravim, Trubar je tak, ima motoma ta knjiga Stati in obstati, to je moto Trubarja in kardinala Rodeta, ampak če gremo izvirno je to Trubarjev moto, Stati in obstati. Primož Trubar se je nečesa najbolj bal, to je Turkov, kar je bilo čisto logično, ker je bilo 16. stoletje in Dolenjska in to je bila, ne. Če bi Primož Trubar 4 stoletja dobra kasneje prišel, v Slovenijo, pa univerzo, ki se je hotel nekega dne poimenovati po njem, pogledu, je bil gotovo, da se za te vrednote, za katere se je on zavzemal, krščanske Evrope, pravice, vsega tega, zavzemata samo dva Turka, Žiga pa Boštjan Marko, pol ne vem, kaj bi si v svojih ljubih Slovencih mislil, pa da to na Mariborski univerzi počne pa še en, se piše pa Mavra, to je pa beseda za Arabca, tako da ne vem, kaj bi si mislil. Ampak hočem reči, ljudje se ustvarili, jih je pa 500 na univerzi zaposlenih, tudi vsi ti podpisniki, ki so teh 100 podpisnikov, ali pa zdaj so že pomrli, zdaj je samo še 70 podpisnikov, so večinoma vsi z univerze, ali pa z teh inštitutov, ki gravitirajo, ki je Miheljak, Močnik, vse to, hočem reči, je pa 500, pa samo mi dva sva živo. Od družboslovja, sem pa samo jaz. V bistvu tako izpostavljen, javno izpostavljen. In 15 let, pač odkar imam te reelekcije, sem postal redni profesor, 15 let, odkar imam te reelekcije, vsakič je treba angažirati odvetnike, najboljše pravne strokovnjake, predsednike nekdanjih ustavnih sodišč, Lovra Šturma in gor in dol, ker mi vedno kršijo zakone, ker me vedno želijo spraviti z fakultete. Ampak me niso uspeli. Ponaredili so podpis. Ponaredili so preprosto, ker študenti niso hoteli romanistike podpisati negativnega mnenja, so ga pa oni ponaredili, briga nas. In to je Janoš Ježovnik, se je vstegel na televiziji, ki je to naredil, je isto leto dobil službo na ZRC SAZU. Me zanima, koliko ljudi je isto leto dobili službo na ZRC SAZU. Če te Janoša Ježovnika, lahko ga naredite Janoš Ježovnik, pa mu to povete, pa ga vprašajte, koliko njegovih kolegov, ki so vsi pristanijo pol v raznih lidlih, ali pa hočem, da so srečni, da imajo službo, je dobili službo na ZRC SAZU. Pa vprašajte ga še, če ima to kakšno zvezo za letom 2014, ki je podpisal, ki je poneveril podpis Klare Poličnik. Lovro Šturm je napisal, ki je to videl, Lovro Šturm, predsednik ustavnega sodišča, je rekel, kdorkoli da to, pismeno, kdorkoli da to mnenje naprej v postopek, se izpostavlja temu, da ga obravnavajo zaradi kaznivega dejanja poneverbe uradne listine, za katerega je zagrožena kazen od 3 mesecev do 3 let. To je Lovro Šturm napisal. Rekel, pa se to ne morem verjeti. Hočem reči, ampak jaz sem tukaj. Hočem reči, ni pa to enostavno, pa če imaš 2 majhna otroka, pa to ni enostavno. Zdaj sem rekel, vidi Petrovčič na televiziji, sem razložil to Taufer pa Papirjevc, 60 jurjev, za 3 stavkov, so vsi resnični, pa se vleče 15 let, sem rekel, če vi, takrat je bila rata 30,000 za Tauferja, če vi, to je bilo samo eno od rat, če vi človeka obsodite, ki ima 2 majhna otroka, da plača celoletno plačo na filozofski fakulteti, za 3 stavke, če ga obsodite na to, da ga uničite, ker ne more tega plačati. Mi smo pač plačali. Hočem reči, ampak to je namen, pa uničiti človeka. Če ne bi plačali, bi šli v osebni stečaj, pa kako z otroci, tudi takrat so v vaši osnovni šoli in gor in dol, pa to jih ne briga. Ne, briga, to namerno naredijo. To namerno naredijo. Uničenje, izločitev, tako naprej, Dejva se še malo osredotočiti. Tole je zelo lepa naslovnica, če
Ja, od Jošta Snoja, Božji pogled ima Cesnova Gorica. Odkot ne vejo tega, odkot zamisel, zakaj ravno to? To je povezan tudi z enim stavkom te knjige, ki je zdaj postal najbolj znan, nima pa dosti pravcka s tem pri Savici. Namreč, da sem jaz, samo 2 človeka sva napovedala v državi, da bo Janez Janša predsednik naslednje vlade. To je bila Ema Kuret, ona je bila, oziroma je uradna vedeževalka oziroma šlogarca Slovenskih novic. To so Slovenske novice objavili, da bo... Kdo pa je bil prej te ali ona? Tega pa ne vem. Mislim, da jaz prej. Mislim, da je ona to letos objavila. Pol te je povzela. Ne vem, tega ne vem, ampak hočem reči, tole je bolj pomembno. Jaz ne vem, na kakšen način je ona prišla do te ugotovitve. Tega jaz ne vem. Vem, na kakšen način sem jaz prišel do te ugotovitve. Ja, in tu ima zvezo z naslovnico. Namreč, to je bilo po tem, ko so zgubili referendum o eutanaziji, in ko se je pokazalo, da je bila udeležba 41%, kar je že zelo blizu udeležbe na državno-zborskih volitvah, ta je v slabih pogojih 50%. Sem jaz vedel, da se je nekaj zlomilo. Potem pa Aleš Šutar, tam je to pa eksplodiralo in Pop TV je dal temu pospešek. Mislim, to je bilo pa res tisto, da Romi lahko počnejo nekaznovano karkoli, da se jim tolerira tudi, da je to se je končalo tako, da so človeka ubili. In to je pa nekaj nezaslišanega. In jaz sem takrat vedel, da Božji pogled, če ga tukaj vidite, to naslovnico, Božji pogled, to sem pa zelo hvaležen. Hvala lepa, to je pa res lepo. Božji pogled, narava je Božje delo. Družba je del narave in je Božje delo. V naravi je vedno ravnovesje. Za sušo pride dež, za dežjem pride sonce. Vedno ravnovesje, vedno se vrne nazaj. In jaz sem vedel, da je Golob umaknil to svojo slovensko družbo, svojo norostjo skupaj z levico in gor in dol, tako globoko na levo, da bo to zanihalo nazaj in se bo vzpostavilo ravnovesje. In to sem napisal in da bo znotraj te koalicije stranka, predsednik najmočnejše stranke v tej koaliciji, predsednik naslednje vlade, sem napisal, da ni treba ugibati in se spraševati, kdo je to. Mislim, stavka je jasno, da je to Janez Janša, sem ga nisem imenoval, pa sem pa eno stran kasneje še napisal, da bo prišlo do preloma in da je to neizogibno. In to se je zgodilo. Zdaj, vendarle je treba vprašati, kaj se bo zgodilo, tako vizionarsko pravzaprav analiziraš, se vem, to ni kar neki, Niso zvezde, ni neko napovedovanje kar tako, astrologija in podobno, ampak vendarle poznavanje razmer in skozi to analizo pač napovedovanje, oziroma lahko bi rekli temu tako, kaj se bo zgodilo. Se bo levica postavila po konci. Zdaj vidimo, v bistvu na ulico pride glas ljudstva, 7 gospodov, precej opešanih, grdo govorim, ampak res pa je, pa 10 kamer. Nekako malo jih je na ulici, malo jih je. Ja. Torej, jaz sem to napoved dal pol leta naprej, To je bilo napisano točno na dan 15. novembra, točno pol leta prej, predno bo Janez Janša izvoljen za predsednika vlade. To je neko neverjetno naključje. Zdaj jaz napovedi daljnoročnih ne morem dati, lahko dam za pol leta naprej napoved, ali pa približno, tako kot vidim zdaj stvari. Torej, levica je v nekem popolnoma nerazložljivem krču, s katerega jaz ne vidim nobene poti, kako da spleza ven. Vsi klasični scenariji, na katere so se oni zanašali, so zdaj propadli, to, da bo Janša obsodili, to ni šlo, to ne gre. Kaj so imeli potem, da KPK, da bo napisala odločbo, Tle Stevanović to demonstriral na osnovi Dejana Mijića, je zelo demonstriral, da njemu te odločbe in to pravičništvo, ki se ga grejo ti levičari, ne prijo niti najmanj do kože. Logar sploh ne bo govoril, po moje, zato ker ima tudi zdaj ta problem, v katerem je danes pisal požara. Tako da tle kakšna odločitev KPK-ja v kakšnem premoženskem stanju ne pride več v upoštev. Zdaj pa druga zadeva, ki seveda, veste, levica ima pa, mi nimamo ljudi, levica ima pa nekaj hujšega, ima pa totalitarno negativno selekcijo na same butle na vrh.
In recimo, jaz sem ves čas že rekel, ne, da bi rad Niko Kovač povabil na večerjo, ne, sicer ne bi si upal vode piti, takole, da bi mi prinesla tale vaš prijazen kolega, kam je zdaj šel, ne. Ja, tam, da ja. To je Srečko Dosin. Srečko Dosin, ja, lepo. Da, ker ne vem, kaj bi bilo noter, ne. Tle vem, da je H2O, ne. Tam pa ne vem, kaj bi bilo, H2O plus arzenik, H2O plus cianid, karkoli. Hočem reči, ne, da bi jo povabil na večerjo preprosto zato, ker jaz mislim, da so oni z Black Cubom definitivno pripeljali Janšo na oblast, ne. In ne samo, da so Janšo na oblast pripeljali, ustoličili so si, Kučan si ustoličil tistega, ki je mu je najbolj zoprn, to je Goloba. Afera Black Cube je naredila eno absolutno polarizacijo med Slovenci, ne. Vse vedeli, Janša proti življenje, smrt in Golob isto, ne. In Black Cube je dvigal na Janšo, drugače bi Logar dobil, jaz mislim, da tretjino glasov, ki jih je dobil SDS, bi dobil Logar. Tako je pa ta polarizacija dvigal na Janšo, potopila Logarja, omogočila nek popoln kaos v državi, znotraj katerega je prišel Stevanović na plano, da drugače ne bi bilo. Porinila gor Goloba, da je pustila na zunaj parlamenta Prebiliča, ki je bil smrtno nevaren, in ustvarila konstelacijo, s katere je logično nastal beton, se mu reče Janševa vlada, v kateri so ljudje zdaj prvič povezani po zelo močnih življenjskih interesih. Stevanović ima močen življenjski interes, poleg tega Stevanović je človek iz ceste, ne, in Srb. Ne, in on razume, Srbi so vsi najpametnejši, pač tako je, z njimi se tako komunicira. Neko Golob, ko ga je degradiral, ko ga niti mu ni dal ministrstvo brez listnice Slovence po svetu, ampak mu ga je popolnoma degradiral, ne. Janša pa z njim znal, ne, pač to logiko je razumel. Rekel, bi bil ti predsednik državnega zbora. A res, a lahko? Ja, če želiš, boš. Evo. In hočem reči, ne, in ti poteze, ki so jih te bedaki naredili na levi, mislim, to so res nore, ne. Mislim, oni so Goloba so ustoličili, ne. Golob bo zdaj tukaj, ne, in Golob je, kad je pisala, ne, ki so bili zdaj vlada pri Musarci, ne, pa je off the record, sta Musarca pa Kučan skozi samo govorila čez Goloba. Samo to je Požar napisal, skozi čez Goloba. Kar je super, ti ljudje so med sabo na smrt skregani. In zdaj imam Goloba tle. Ga imajo tle, ne. Še za zdaj, vprašanje. Pa Golob je milost Božja za to vlado, zato ker za nas je najbolj nevaren nek nov obraz, da pride, ampak volitev zdaj ne bo. Ne, novih obrazov ne bo. Ne. In Goloba se ne bo dal odpoditi z pašnika, kot ne boš ti odpoditi ene krave, za enega krasnega pašnika, zelenega, ali pa bika, ne boš odpodil dol z pašnika. Ne. Ampak vendarle premalo je te krme, ne, za njemu namenjene. Ja. To je ves problem, ki ga vidimo. Ne. Zdaj, če smo že takole šla malo naprej, ampak vendarle, kakšna bo Slovenija čez 15 let, po moje, ko bo stara 50 let? Ja, Slovenija, ko bo stara 50 let, bo približno podobna temu, kot je zdaj, ne, ker temelje smo mi postavili z osamosvojitvijo. Temelje smo postavili tisti, ko smo uresničili Prešernove besede iz krsta pri Savici, kje bomo našli pot, kjer ne sinovi si prosti voljo, vero in postave. 25.6.91 je absolutno temelj. In potem na tem temelju smo imeli ogromno srečo, da smo se pridružili v Evropski uniji, tako hitro smo to kompenzirali. Tle so stvari, ki so nepredvidljive, ampak jaz mislim, da vojne na svetu ne bo, svetovne vojne ne bo, zato ker noben od glavnih akterjev ni za svetovno vojno, absolutno, ker jim škodi, najprej škodi Kitajcem, ker vojna je zoper ekonomijo, ne, vojna stane, vojna je najdražja stvar na svetu. Američani absolutno niso za vojno, Rusi za svetovno vojno absolutno ne. Imeli bi sicer marsikaj, ne? Ja, ampak ne za svetovno vojno, ne. Potem pa že nimate več nobenega dejavnika, kdo ne pa po za svetovno vojno, kdo ne bo. Ne, hočem reči, to ni Evropa iz leta 1935, ne, ko je bilo, ko je nekdo hotel, ne, zdaj so mehkejše stvari, ne. Zdaj se svet osvaja ne z vojsko, ampak z ekonomijo, ne. Z kupovanjem interesa, z nafto, z vsem tem, kar se dogaja. Ne. To se bo dogajalo, ampak znotraj tega se da živeti, znotraj vojne se pa ne da živeti. Ne. Tako da, kaj bi jaz rekel, jaz sem sicer po svoji naravi absolutno optimista. Ne. Ravno zato sprašujem. Ja,
Jaz mislim, da se bomo zdaj, da zdaj jaz ne vidim, da bi me zdaj recimo Levica najela, ne, da ne mi pomagam, bi rekel, jaz ne vidim nobenih možnosti, ne, zato ker karkoli bi morali začeti, bi morali Goloba umakniti, ne. Golob se ne bo pustil umakniti, ker se nima kam umakniti. Kam ne pa gre? Plus, v Geni ne more več, nima delovnega mesta, plus, ne. Ja, tako sposoben, vizionarski energetik, pa verjetno v eni evropski ustanovi, ne. Pa poleg tega, že moral služiti. ampak za evropsko ustanovo potrebuje soglasje te vlade, tako da to pa zelo dvomim, da bo za kakšnega komisarja namesto Marte Kos dobil soglasje. Janeza Janše, to pa skoraj, to pa jaz že poznam razmere, da... To govorim o tisti varianti, da se odpove poslanski pa da ga Macron, pa da gre v neko silno, na visok položaj. Zdaj bo raben noga generalnega sekretarja Združenih narodov, pa ga lahko Macrona, ki ga ima tokrat, ga lahko priporoči, pa bo generalni sekretar, hočem reči. Zdaj se stvari, mislim, najbolj pomembno je to, da se je ta resnica se je tako postavila, in s to resnico je sploh nisem si mislil, pač ta Stevanovič je zabetoniral, kar bo zdaj, z Levico, z Luko Mescom pa stranko Levica, bo zdaj to, da kjerkoli se bodo ti fantje pojavili na televiziji, bo rekel nekdo, dobro, v redu, ampak kako je bilo že pri Fotopubu, kako je bilo že tista dekleta in bo, tista Asta Vrečko je to naredila z predsednikom državnega sveta, je čist živce zgubila, in to zdaj, sploh ni to bo predvolilna soočenja, zdaj bo lokalne volitve, bo dobro, sej čisti zrak, pa to, pa Triglav, kako je bilo že tam v Fotopubu, kako je že bilo? Kaj so že počeli? In a veste, in to je zdaj konc. Jaz ne vem, če ti ljudje razumejo. Mesec in tale Asta Vrečko sta se tako nalepila na ta Fotopub, da ju nihče več od Fotopuba ne more ločiti. In to bo šlo samo naprej, ker so take, oprostite, budale, ne vem, kaj ne rečem. Če bi delal vse to, kar ne bi smeli. Bi rekli, pa dobro, pa v redu, pa imejte vesele, Fotopub, v redu, kaj bi rad vedel, to, okej. Ne pa tožbo poslati. Mi smo popolnoma nekoruptivni, stranka, ki ni česar zakrivila, pa to. Ljudje bojo videli, se že zdaj vidijo, se Levica ni dobila nič. Na volitvah so dobili najmanjši rezultat, pa so vodili celo vlado politiko. So dobili najslabši rezultat od vseh. Zdaj bo pa to je nemogoče preživeti. Vedno sem pa tudi rekel, da je nemogoče preživeti nihče od tistih, ki so na posnetkih, to so vsi glavni akteri. Jaz mislim, da seveda žena od danega predsednika vlade absolutno. Tisti bo zelo žgičljivi, bo to enkrat neprediprav začel lansirati po internetu, slike od Tine pa gor pa dole. Ker sem prepričan, da je samo to lahko, namreč kako to logično razmišljam. Golob je ustavil, bi rekel, to soglasje Slovenije za tožbo proti Izraelu v Južne Afrike. Sprav, oni so imeli očitno nek argument zelo močen, da so ga v to prepričali. Ker to je bil salto mortale, kar je on naredil. Ker on je več čas bil za Free Palestine. Sprav, kakšen argument? Prvo, kar mi pade... Prvo, kar mi pade na pamet, njegova soproga. To je tudi Požar pisal, mislim, da. Prvo to, kar mi pade na pamet, da on je to videl in je klecnil, ker drugače ni mogel. In pri Asti Vrečko pa mora biti nekaj od Fotopuba. Zato, ker drugače ne bi šla ven. Jaz bi v meni nimajo nič. Lahko karkoli pa jaz, recimo, da bi mene... To je ravno težava, če nimajo to je super. Recimo, Bože, to hočem reči, da bi zdaj nekdo poskušal doseči, da jaz ne bi danes v Laško prišel. Ne more. Razen Slovenske železnice, recimo, da bi jaz nekje obstal. Ampak drugače ne more. Dosegli so pa kolosalne stvari, da so odpovedali se svoji najpomembnejši politični karti in to pred volitvami. To imajo potem take argumente in si predstavljam, kaj to je. Imajo pač posnetke od Smodeja. To je smislen. Ne moram dokazati. Jaz mislim, da so Smodeja peti malo sama, imaš dobre hotele, dobro papo, dobro to, pa nas pa zanima tale tvoj telefonček, to nas zanima. A veste še ena zadeva, telefon, to je pa Ana Jud pisala, ki je tudi umrla, zanimivo, vse priče Fotopuba umirajo. Najprej se obesil Uranjek, pa je meni, to povem, meni je povedal nekdo, ki je bil
z uradnikom in z kriminalistom, ki je bil na mestu tam, sošolc od srednje šole, poznajo se približno 50 let. In ta kriminalist ga je klical ob 6. zjutraj, v tujini, to je zelo velik umetnik, ki živi v tujini, ob 6. zjutraj ga je klical, ker on zelo zgodaj vstaja, da se ve. Je rekel, poslušaj, ne morem imena povedati. Jaz sem tlele pa Romano doma v stanovanju. On tlele visi ubešen. A imaš ti kakšno idejo, kaj bi to bilo? Sprav, da kriminalist je takoj pogruntal, da ta samomor je nekam nenavaden samomor. Hočem reči, se je lahko bilančen samomor, ne? Se je tudi Roman je naredil samomor, ampak sem mu rekel, zdaj boš naredil samomor, ne? Sem se sprašal, kaj to je, ne? In zginil je Ana Jud, ki je prav tako naredila samomor, je pisala v Reporter, no vsaj to pa moram pohvaliti Reporter, so vsaj to objavili, ker to so velika pričevanja, da je izginil telefon od uradnika. Da je izginil telefon, ne? In zdaj seveda telefon od Smodeja, kakšna obveščevalna služba, ne, rekla, lej, tele zadeve, tele fotografije pa bi nas zelo zanimale, ne. Zdaj pa nas za obveščevalne službe pa 1, 2, 5 milijonov evrov, pa ni noben problem dati, ne. To bi nas zelo zanimalo. Zdaj postavim še eno retorično vprašanje, ne. Ja, sam da ne bo še kakšen Smodej naredil samomora, ne. Hočem reči, ne. Ampak ta dva, levica, se sploh ne zaveda. Oni so se zlepili s tem fotopubom tako, da se nikoli več ne bojo odlepili. Pa ta Asta Vrečko je leta 87, ona ima še celo kariero bi imela še pred sabo. Kaj bojo sploh delali? Ampak oni v politiki ne bojo več, zato ker kjerkoli se bojo pojavili pri Slaku, bo že Slak pričakoval, bo že nenavadno, da ne bom ben več vprašal fotopubom. Bo že nenavadno, kaj pa je to? Ne? In zdaj bo vsi videli, da so dobili veselje, tako kot otrok, če nagaja, pa dobi veselje, da fajn nagaja. Ne? To je, ne? In to je ta, in zdaj slišim, da bo napoved, da bo Luka Mesec predsednik stranke SD, pa Združene levice, pa SD. Ja, odlično, ampak potem bo ista zgodba, ker bo prišel predsednik Združene stranke SD, pa levice na televizijo, ga bo tam eno vprašal, če bom jaz zdaj z njega, bom najprej vprašal, dobro, se razumem, ta megla, pa čist drag, pa to, kaj je tole s fotopubom že bilo, pa ne? To bo vsak naredil. To tudi jaz napisal, zdaj v Požar Reporter, to svetujem, da je to vsak, ki je z njimi v studiu, da je to vpraša. Evo, Slavko Kmetič, če boš zdaj z njim, ne, ti vprašaj, kako je tam bilo. Če kaj ve, ki je že bil tam. Potem ne pisi drugi dan, spomni predakor, kako je ti Slavko, ker sem kao posilil Kečko. V dvigalu Kečko, 50 let nazaj. Če levičar mora biti še desničar. Znoriš? Uravnotežena politika se tem reče, oziroma nekaj takega. Javni prostor. Ima kdo mogoče kakšno vprašanje iz publike? Prinesem kak mikrofon. Čeprav je povezal s fotopubom, me zanima, kaj je vse potihnilo ljudje, samo mora Konda, vse, niti ne objavljajo več, niti ne televiziji. Malo veliko je teh samomorov v tem času, no kaj ne bi rekel, malo veliko je teh samomorov. Ja, seveda, se bo kakrat se ni potihnila, veste, te zadeve, tudi fotopub ni potihnil. Se ste videli to reakcijo 3 dni nazaj, Luke Mesca? To dela. Vi ne morete, se pravim, ta levica si je priklicala nase neko prekletstvo, mislim, zdaj oni so, jaz mislim, da je to, pač... To je davek na to, kako nepošteno so prišli na oblast. Ma ne, pa ne moreš ti se iz Boga in Božje Matere Marije delati norca ves čas do konca, pa še meni neki, ne, jaz sem to, videl sem patra tega Roberta Bahčiča, zdaj zadnji sem bil pri Maši na Brezjah, ne, in sem ga videl, ne, in a veste, ti se ne moreš delati norca iz Božje Matere Marije, pa kje dajati na njeno svetišče, tiste okraske za otroke, ker ti je čisto sen za otroke. Medvedka kaže. Medvedka, ne, to je tam, ne, to je tam noter. Ti ne moreš, bi rekel, Božje Matere tako očitno žaliti, ne, tako očitno prezirati, ne da bi to te enkrat udaril po glavi, ne. In zdaj to je prosti pad. Kučan se sploh ne razumem. Če mene Mesec vprašal, a se lahko gospod Turka, se lahko tako razburam zoper Stefanoviča za fotopub, rekel, seveda ne, vi to minimalizirajte, pa če me Kučan vprašal, a jaz lahko 7-krat odgovorim Marcelu Štefančiču, da nisem osamosvojitelj, rekel, ja pa čakaj, jaz ste na glavo padel, kaj šta neumnost je pa to delajo.
To delajo, ne, in tle spravim. Tle se je neki to ravnovesje se je nazaj vzpostavilo in tudi za to kondo, za tega nesrečnika, jaz sem slišal tudi čudne stvari o tem samomoru, ne. Tudi konc konca samomor, a na jut je mož rekel, da to ni bil samomor. Ja. Pač, pa jaz tudi ne razumem več pol kaj. Za tegale sem vam pa povedal za Uranjeka Romana, ne. Sem vam pa povedal, da ti imaš ti kakšno idejo, kaj bi to bilo. Ne, ker na list takoj videl, da je to nekaj nenavadnega. Ne? No, vidite, tudi to je Slovenija, ne? Da lahko govorimo o teh stvareh sproščeno, brez občutka, da bo karkoli prišlo za nami. Ne? V Jugoslaviji so, da Josip Broz ni bil Tito, mater, to bilo 20 let kehe. No, tudi v prejšnji vladi, ne, če bi začel delovati tisti urad, ki ga je načelovala, ali kako bi se temu reklo. Nika Kovač, ki je tudi zdaj zginila nekam, ne, tujino, ne, ki je tudi zginila. Verjetno počiva, ker je imela precej naporno obdobje, to moramo tudi znati razumeti. Ja, Janša na oblast spravlja. To je bilo naporno delo. Pravzaprav res. Še kakšno vprašanje, kakšna misel? Misel bi sam jaz povedal, Ivan Kramberger, sin od Krambergerja, točno ve, kdo je morilec njegovega očeta, tudi piše, kdo je morilec, pa nikoga ništa, to je za Slovenijo. Ne? Morilec je bil osebni stražar Drnovška, ki je zdaj živel na Primorskem nekje. To je cela Slovenija, a dokaj ukrepa? Še nekaj, ne, meni je Kangler povedal, ne, Kangler je bil tam na ogledu, ne, in je rekel, to mi je pa drug kolega, potem ne morem imena, ne, ampak je lovc, ne, mi je rekel, ne. Kangler je rekel, jaz sem videl Krambergerja, mrtvega, ne, se pravi, ne, in je bila izstopna rana, je bila čist meckana, ne, ampak lovska puška naredi izstopno rano skozi človeško telo, naredi, ker lovska puška, vojaška puška specialca je delala tako, da človeka ga ubija, ga pa ran. Zato, da potem 5 soldatov se ukvarja z njimi, se več ne borijo. Lovska puška je pa delala tako, da žival mora umreti in je kinetična energija in ta, da se odpre in raztrga, žival mora umreti, zato, ker drugače trpija, ne. In seveda, če bi rotar z lovsko puško bi Krambergerja raztrgal, se bi čist suha, ne, tako, se kako kakšne bil, ne, bi bila to ogromna raztrganina, tako bi pa je rekel, čist oska, čist meckana in krogle seveda nikoli niso našli. Pa je tam bil asfalt, ne, vse asfalt in travca in smrekca in junij mesec, ki bi lahko iskali kroglo in niso našli. Dajte, no. Logika, razum, resnica, tudi Slovenija še nima domovinske pravice. To je Slovenija. Pravosodje, tožilstvo, te stvari. Ja, zdaj se bo, mislim, upam, da se bo to zrihtalo, ne, mislim, že spravim, ja. Če ni več vprašanj, bi se jaz zahvalila našemu gostu, akademiku Boštjanu Marku Turku. Vam bo ponudil knjige, tako da jaz... Ja, s knjigami je zdaj tako, da je 35 €, samo jaz ne morem gotovine vzeti, si bom samo napisal ime pa priimek, pa naslov, kamor me bomo račun poslali. Zdaj zadeva pa taka, jaz sem v Evropski akademiji znanosti in umetnosti, kjer je 38 Nobelovih nagrajencev. In pravim, da če jaz zdaj dobim Nobelovo nagrado, ne vem, če bom dobil, ni veliko verjetno, lahko pa da jo bom, ampak mogoče pa, ne, potem bo ta podpis v knjigi, bo vredno vsaj za eno penzijo, ker da me je Karl Erjavc 20 let nazaj v klub. Hvala lepa, hvala predvsem Boži, ne, za to prijazno spremstvo in za to ljubeznivo, bi rekel, posredovanje teh misli moje knjige vam. Hvala lepa. Hvala Boštjanu, da je prišel. Seveda hvala vsem vam, ki ste prišli. Hvala gospodu župniku, ki nas je pospremil in nam vse tole omogočil in nas je gostil, seveda tudi njegov vrhovni šef, naš dekan, gospod, prav tako. Obema hvala. Srečno Slovenija, bom rekla. Bodimo pametni in modri. Srečno Slovenija.